V naši državi je veliko ljubiteljev gob, pa tudi gobarjev. Odnos do okolja, v katerem rastejo pa še vedno na zelo nizki ravni, in ravno zaradi tega so se v Dobrovcih odločili ustanoviti gobarsko društvo, ki bo izobraževalo in osveščalo, predvsem pa širilo kulturo gobarjenja in primernega obnašanja v gozdu. Od pomladi pa do danes je v tem kraju zrasel tudi 2000 kvadratnih metrov velik učni park, v katerem se lahko podučite o skoraj vseh gobah, ki rastejo v Sloveniji. Mi smo res te najbolj značilne gobe, ko rastejo tu v našem okolju, razstavljene na tablah, razstavnih tablah. Teh tabel imamo 40, no, lahko je kakšna več, kakšna manj, ko še raste, ampak res te najbolj specifične smo postavili tukaj. Ostale vrste gob, ko so malo bolj redke, imamo razstavljene na kozolcih, slike, tako da, ja, pri vsakem tabli je opisan opis gobe, ali je zaščitena, v katerem časovnem obdobju raste. Snežki učni park je rezultat tako dela občanov, ki so pomagali z lesom in prostovoljnim delom, kot tudi članov društva, zato je namenjen vsem. V društvu pa si želijo, da bi bilo med obiskovalci največ otrok in mladih. Imeli smo že eno skupino študentov iz tujine, tam 25 do 30 jih je bilo, so bili iz različnih držav in zanimanje je bilo kar veliko, tako da smo mislili, v 1 uri bo končano, pa je trajalo vse skupaj več kot 2 ure. Dobro poznavanje gob je pomembno iz več vidikov. Najpomembnejši pa je ta, da kakšne gobe ne zamenjamo z drugo in se z njo v skrajnem primeru zastrupimo. Obstaja namreč kar 15 000 različnih vrst gob, od katerih je užitnih le okoli 2000. Nabiramo in uživamo pa le okoli 200 vrst. Povprečen Slovenec pa pozna in nabira okoli 5 vrst. Pa še te ste letošnje leto, razen če niste izvrsten gobar, težko našli. Toliko dežja, kot je letos, ni dobro za gobe, saj že, ko pridejo ven, skoraj začnejo gniti. Za ene gobe je dobro, za ene ni, ampak jaz bi rekel tako, da zdaj, če se bo malo vreme izboljšalo, da prije malo toplote še zraven, takrat bo pa ta jesenski bum za vse vrste gob. In če se odpravimo v gozd, ne smemo pozabiti na primerno obnašanje in rokovanje z gobami, predvsem pa, da nabiramo izključno gobe, ki jih poznamo. Predvsem v gozdu se moramo obnašati dostojno, ne smemo smeti odmetavati, moramo paziti, da se ne poznajo poti negativne tam, ki hodimo, da nabiramo gobe samo tiste, ki so dovoljene, in da ne nabiramo, tudi če gobe rastejo obsežno, da ne nabiramo gobe količine, ki jih lahko nesemo, ampak samo 2 kilograma plus eno gobo. In ne tisto plus eno gobo, zaščiteno gobo, ampak tisto gobo, ki je pač mogoče malo večja. Ja, tudi gobe so zaščitene in v Sloveniji jih je kar 41 vrst. Če torej kakšne ne poznate, je raje ne poberite. Ali pa se včlanite v gobarsko društvo. V Dobrovcih je članov že kot gob po dežju.